Lepo pozdravljeni v najinem imenu. Se slišimo? Je dober? Okay. Medve si nisva pripravili kakšne projekcije, filmčkov in vsega ostalega, ker sva želeli, da je bolj sproščeno in bova pač pripovedovali za čas, ki nam je odmerjen, nekaj osnovnih informacij. Seveda ste pa vabljeni tudi k postavljanju vprašanj. Ne vem, kakšen imate tukaj red, a so vprašanja lahko vmes, a so bolj na koncu? To je od vas odvisno. Okay. Pa naj bojo vmes, Ja. da ne boste kaj pozabili. Tako, ja. Pa tudi boljša debata se potem razvija. Ker nama je že vse jasno, ne, saj veste, delava skozi tem, tako da. Ja. Mi dve sta si zamislili ene 3 sklope, no, in začeli bi pravzaprav s tem, zakaj smo pravzaprav danes tukaj, a ne? In naslednjo, kaj mi dve vidiva v praksi. Gospa Natalija je povedala, da je to skupina, ki podpira ljudi o odločitvi, sem prav razumela, a ne? In ravno z narcistično zlorabo o odločitvah imava mi dve izjemno veliko izkušenj, kjer se pa dogajajo tudi izjemno velike zlorabe otrok, partnerjev in tako naprej, ne. Tako da v bistvu prvo, zakaj smo danes tukaj, a ne? Zato, ker pri tej poplavi informacij vidiva v svoji praksi, da so ljudje vedno bolj izgubljeni. Prave informacije ne pridejo do ljudi, da bi lahko poskrbeli v eni določeni situaciji za sebe, a ne? In v tej kompleksni narcistični družbi je naša naloga to, da vemo, kaj tukaj počnemo, a ne? In kako postavljamo meje ter se zaščitimo pred kakršnimikoli odnosi, ki niso dobri za nas, a ne? Zdaj pa boš ti malo osebnostne motnje opisala. Ja, torej, kaj medve vidiva v praksi? Medve vidiva v praksi predvsem posledice. Tako narcistično naravnane družbe, kot tudi seveda vsega, kar recimo osebnostna motnja prinese s seboj. Vendar pa vam najprej bom povedala, da pravzaprav stvari niso črno-bele. Namreč mi imamo dejansko pri osebnostnih značilnostih spekter. In to, da nimaš niti ene, niti bolj drobcene narcistične poteze, za človeka ni dober. Namreč nek zdrav narcizem, ko se zavedaš svojih moči in se zavedaš tudi pravzaprav, kje si lahko zaupaš in kje pravzaprav imaš prav, je pravzaprav stvar duševnega zdravja. Na tem spektru imamo potem nekje ljudi, ki imajo posamezne, bolj poudarjene te poteze, tako imenovan narcistični osebnostni slog. To še vedno ni osebnostna motnja. Ja, zakaj pa ni motnja? Zaradi tega, ker pravzaprav nekaj na spektru opredelimo kot motnjo, kadar ima človek zaradi teh svojih potez težave. Se pravi, tudi če smo mi najbolj neprijeten človek na svetu, pa če zaradi tega nimamo nekih hujših problemov, ne v odnosih, ne pri šolanju, ne v pridobivanju sredstev za preživljanje, samo pač malo tako nas imajo, a veste, da smo praktični kavile za v žep, ne, pa toliko prijetni približen za družbo, ne. V takem primeru mi ne izpolnimo kriterijev za osebnostno motnjo. Se pravi, kriterij za osebnostno motnjo mi izpolnimo takrat, ko pravzaprav imamo zaradi tega težave. Zdaj pa težave so pa lahko blažje, srednje ali pa hude. Zdaj, kaj to pomeni, da so neke težave blage? To pomeni, da bomo imeli v nekaterih odnosih težave. Recimo, bomo imeli recimo težave recimo z nekimi določenimi ljudmi. In to take težave, ki jih ne bi rabili imeti. Potem zmerna je, da smo zaradi tega že seveda manj uspešni.
tako pri šolanju, kot tudi recimo v poklicu. Hude težave pa pomeni, da pravzaprav nam ta motnja onemogoči izpolniti naše potenciale. To pomeni, recimo, če govorimo konkretno o pač temu spektru narcističnih potez, od seveda nič, kar smo rekli, da tudi ni dobro, do tega, da je nekaj malega, pa je dobro, do tega, da imamo to maksimalno izraženo. Imamo človeka, ki je tako pameten, da ne rabi hoditi v šolo, ker v katerokoli šolski program se vpiše, ugotovi, da on to že vse ve in da tega itak ne rabi. Ja? Me zanima, v tem, ko pripovedujete, a taki ljudje znajo sami do vaju, a morajo kdo pripeljati, da nekoga to moti? Kako vi gledajte že ljudi po Sloveniji? Takšni ljudje nikoli ne iščejo pomoči, kajti oni jo ne rabijo. Oni bi kvečemu naju bi lahko prišli kaj naučiti, a veste. In jaz se včasih pohecam, kadar govorimo o narcizmu, da zagotovo med vami ni zdajle nikogar. Namreč, ker tisti, ki takšen je, ima ego večji od te sobe in ne bi mogel niti stopiti noter. Skratka, se pravi, ljudje vse vejo, o vsem imajo zelo izdelano mnenje, potem nespremenljivo je njihovo vedenje, tudi če se izkaže, da nimajo prav, so še vedno prepričani, da imajo prav, in pa predvsem, kadar se jim postavimo po robu, postanejo maščevalni, jezni, napadalni, in kadar se jim seveda svet postavi po robu, kar je pogosto, seveda so največji reveži na tem svetu in takrat vidimo njihovo nežno plat, ki je pa zelo, zelo v resnici krhka. Saj mogoče bo Urška to vam znala celo bolj pesniško povedati, kaj je ta pač zunanja podoba narcisa, kaj je pa njihovo notranje življenje. A se spomnite čarovnika iz Oza? Verjetno se. No, oni so čarovniki iz Oza. Na ven zgleda nekaj najboljšega lahko, bojimo se jih manipulirati znajo govoriti, znajo prepričati, in ta podoba nas velikokrat preslepi in še nekaj je problem, družba jih podpira. Zelo dobro prosperirajo v družbi, ker znajo prepričati in sistem velikokrat njim verjame. To je pravilo. Redko kdaj vidimo, da bi dejansko sistem verjel žrtvi. Ker moramo vedeti, da vse te zlorabe se dogajajo za zaprtimi vrati. In vse osebe, ki pridejo po pomoč, ker pridejo vedno svojci, nikoli ne pride pač tako, to motnjo ima, pridejo izredno prestrašeni, zmanipulirani. A veste, v situaciji, ker ne vejo več, kdo je tukaj nor. To je klasičen občutek, poln strahu, poln sramu in predno pridemo do tega, da to ni njihov sram, niti njihov strah, da oni to vse prejemajo od osebe, s katero sobivajo, je okoli že kakšne 2 leti. In čarovnik iz Oza je ena taka najboljša metafora tukaj, ker ozadje je starček, ki vrti to podobo. In v bistvu ta podoba mora biti rabijo pa posebne odnose, da lahko to podobo oživljajo in da je ta podoba živa. In naša naloga je, da to vidimo, da mi vidimo, kaj je ozadje za to podobo. Povejte. A se ta narcizem lahko pokaže ob eni osebi ob drugi osebi pa ne? A je to možno? Ja, to je možno, da se nekaj časa v nekaterih odnosih to ne bo pokazalo, ampak nekaj časa. Če smo s človekom nek določen čas skupaj in če imamo kakor toliko bližnje odnose, bomo to hitro začutili. V resnici, recimo, če mi dosti pozorno poslušamo tazga človeka, ga slišimo. Zato, ker je jaz, in če ste pozabili, še enkrat jaz, pa še enkrat jaz, tako za podčrtati. Skratka, nenehno pravzaprav govorijo o sebi,
pri čemer pa pravzaprav mi zelo hitro lahko zaznamo, da je v njih ogromno bolečine in ogromno negotovosti. Skratka, mi zaznamo na eni strani bleščečo podobo, ki zelo, zelo skrbi, da je karoserija ves čas visoko spolirana, po drugi strani pa čutimo, da je pravzaprav v tem človeku zelo veliko razočaranja, bolečine, gneva, jeze. Zakaj? Ker svet ni takšen, kakršen bi on želel, da je. In se mi lahko v odnosih s temi ljudmi lahko pademo ali na to bleščečo zunanjo podobo, ali pa na to krhko notranjost, ali pa kar na oboje skupaj. In potem se v odnosih odzivamo na eno, drugo ali pa na obe. Skratka, zapredemo se v te pajkove mreže človeka, ki potrebuje drugega na drugačen način, kot je to v običajnih odnosih. Namreč odnose imamo mi, dobro, recimo, če se vi zdajle vprašate, recimo, koga imate najraje v življenju in kaj je smisel tega odnosa, kaj je vsebina tega odnosa, pa boste verjetno zdajle našli nekaj fajnega, ali pa da nekaj delite, da nekaj skupaj rešite, da nekaj pravzaprav si pomagate. Skratka, da se lahko zanesete, da si zaupate. No, odnos z osebo, ki je na tem spektru narcizma, se pravi, čez tisto mejo, ko smo že na motnji, je popolnoma drugačen. V tem odnosu se vi ali sončite, zato ker je on cel obsijan s soncem, skupaj z njim, ali pa mu služite. In druge variante ni. A veste, v tem spektru je treba vedeti, da je veliko variant, veliko možnosti je, ni samo očarljiv, narcis, ki je sposoben prepričati, očarati in tako naprej. Ne. Lahko je z eno osebnostno motnjo kombiniran, lahko je z drugo, lahko pač zna dobro manipulirati, lahko zgubi živce, pa ven pade, a veste, lahko v intimnih odnosih ne potrebuje sploh odnosa intimnega, a ne, lahko pa potrebuje več intimnih odnosov. Odvisno kaj je, ne, recimo nekdo, ki potrebuje več intimnih odnosov, temu rečemo, da je narcistična motnja zaljubljeni podtip, ki vedno znova potrebuje nova jezera, da se zrcali noter, kako je fajn. Ampak, a veste, ko to postane malo preveč intimno, njim že ni več fajn, ne. Tako, a veste, ne rabijo več, ne, rabijo novo jezero, da se zrcalijo, koliko so fajn, ne. In tukaj imamo več variant. Recimo, zadnjič sem poslušala en podcast, pa je rekla tista gospa, ki je bila na intervjuju, da sploh ne rabijo, da se jih prepozna, da ne rabijo odnosov, ne. Ni res, odvisno, katero kombinacijo imamo, ne. Zato je treba pogledati te skupne zadeve, ki so skupne vsem, da lahko lociramo. Najlažje pa lociramo s tem, da vidimo, da ni empatije. Kar je pa spet težko, ker jo znajo dobro igrati. A veste, in ko spoznamo tazga človeka, govorimo o narcistični hipnozi, vedno nas bo prepričal, da nas bo rešil, da bo nekaj naredil namesto nas, da smo mi izjemni in tako naprej. A veste, to je to sonce, ka Mojca pravi, ne, tako naenkrat je polno svetlobe. Ko gre v drugo stran splitinga, v tega razcepa, ko vedno padajo eno pa drugo smer, smo v temi in naše oči niso navajene na to in hočemo tisto svetlobo. Zato se zelo velikokrat ujamemo v take odnose. Lahko, da je taka oseba en fajn prijatelj, a veste, ne, tako, za družbo, pa se družijo, pa bojo vsi rekli, pa to je toliko fejst fanta, ne, to pa res, ne. A veste, ker se v glavnem to dogaja za zaprtimi vrati. In to je, ne, naven se ne vidi. To samo tisti čuti, ki to doživlja ob takem odnosu.
In seveda, kje se velikokrat vidi v delovnih procesih. Spet, ne, za zaprtimi vrati, v majhni skupini. Zato je to težko določno. Gospa je imela vprašanje, ja? Povezava narcizma z zasvojenostjo. Ali narcisi posegajo po Ja, to bom Buca povedala. Ja. Ja. Ker vem, da je med nami veliko ljudi želelo, z ljudmi, ki so bili zasvojeni, ampak istočasno je še veliko še zapovedano. Ja, torej, zakaj nekdo pravzaprav zlorablja psihoaktivno substanco in zakaj od nje postane odvisen, seveda tukaj imamo več poti do te zasvojenosti, je več poti. In ena pogosta kombinacija, ki jo mi videvamo, je osebnostna motnja, pravzaprav katerakoli, ne samo nujno, narcizem, in zloraba oziroma odvisnost od psihoaktivnih snovi ali pa tudi nekemične zasvojenosti, ki so zdaj celo v porastu. Zakaj? Stvar je zelo preprosta. Namreč, če ima človek osebnostno motnjo, potem se ne nauči na lastnih napakah, pričakuje, da se bo svet prilagajal njemu. To velja za vse osebnostne motnje, ne samo za narcizem. In pa skuša z najrazličnejšimi načini svet prisiliti, da bi bil tak, kakršen on želi, da je. To pomeni, da v strokovnem smislu mi rečemo, da je pretirana uporaba alopsihičnih obramb. Se pravi, prilagajati je potrebno zunanji svet, da se prilagodi mojemu notranjemu svetu, za razliko od avtopsihičnih obramb, ko prilagajamo sebe zunanjemu svetu. Se pravi, duševno zdravje je nekje v ravnovesju. Včasih je treba v svet poseči, včasih je pa treba se prilagoditi. Tukaj se ljudje niso sposobni, niso zmožni prilagoditi. Ne, da se nočijo. Tega v njihovem, v registru ni. In če se toliko zelo ne prilagajaš in če toliko zelo se ne naučiš določenih stvari, ti pripada malo večja količina frustracij v svetu. Namreč svet se ne bo prilagodil in sistem te bo povozil, prej ali slej. Čeprav ti mogoče lahko nekaj časa dobro gre. In frustracije, gnev, nezadovoljstvo se izjemno dobro da po principu kratkoročna korist na račun dolgoročne škode pokriti s psihoaktivno substanco ali z neko nekemično dejavnostjo, ki ima isti efekt. Kar pomeni, da imajo te ljudje dejansko na psihoaktivnih substancah zelo dobre izkušnje. In te dobre izkušnje prej ali slej pripeljejo predaleč. In to je eden od razlogov pravzaprav, zakaj mi vidimo, recimo psihiatri vidimo ljudi z osebnostnimi motnjami, kadar gre za zasvojenost, ki jih partera ali družina, sistem ali kakorkoli, samo ponavadi vidimo, da bo prognoza slaba. Ker ne sodelujejo, ker ne sprejmejo odgovornosti za svoja vedenja. Skratka, prognoze so zelo slabe in vidimo jih, kadar so depresivni, in vidimo jih, kadar so anksiozni, in vidimo jih, kadar so samomorilno ogroženi. Namreč svet ne gre tako, kot bi si te ljudje želeli, tako, kot bi pričakovali in tako, kot oni mislijo, da jim pripada. Je potem ta narcisoidna motnja sploh ozdravljiva? Prosim? Ne, če je sploh ozdravljiva taka motnja? Ne. Če pravite, da Ne, to je neozdravljiva motnja, vendar pa, da ne boste rekli, da je to zdaj črna prognoza, veste, tako z leti, imamo ljudje, če drugega ne, manj energije. To pomeni,
da lahko tudi manj škode delamo. Ja, če pač vse investiramo v škodljivosti, a veste, pol pač, ja, ne. In pa z leti take ljudi tudi zapustijo pomembni drugi, ki dejansko jim za svojo pomočjo, razumevanjem in empatijo pravzaprav škodijo. In veliko takih ljudi se potem odloči, da raje živijo sami, kot pa da bi rinili v odnose, ker očitno jim to ne znese. Tako da to je ene vrste okrevanje, čeprav je bolj prilagoditev, ki pa tudi ni tako slaba. Tako. Mnogo jih pa konča s samomorom. Ja, visok delež samomora. Ja. Samo bi vprašala, ko govorimo o moški osebi, ali je tudi žensk, so tudi ženske? Ja, veste kaj, v bistvu statistično je narcistična motnja bolj za moške, Ja. Mejna osebnostna motnja je pa bolj ženska. In zato ponavadi, kadar govorimo o narcisih, uporabljamo moški spol, kadar govorimo o mejnih osebnostih, pa ženski, ker je statistično višji. Tako da seveda velja za vse, ampak no. Ja, Recimo ja. nekje 30% je žensk, pa 70 moških. Tako, ja. Pri mejni je pa Je obratno. pa obratno. Tako, tam. Ja, povejte. Zakaj narcistična motnja bolj moška? Morda čisto. Neka razlaga je obstaja. Ja, obstaja razlaga. Sej, lejte, da si boste malo bolj predstavljali, zakaj to ni ozdravljivo, moramo razvojno pogledati. Veste, ko se mi rodimo, so naše psihične enote razdružene. A veste, otrok do 1. leta razume, pač, da je dobra mama tista, ki ga hrani in neguje, in slaba mama tista, ki ga pusti jokati, ki ima pač, ne vem, se mora stuširati. Če je odnos, najbolj pomemben odnos prvo leto je med otrokovim doživljanjem in maminim odzivom. V tej fazi se oblikuje naša psiha. A veste, to, da se otroke pusti jokati 3 noči, a veste, to je narobe. In te, ki še zmeraj to učijo, to je hudo narobe. Ker mama je tista, ki ali pa pomembni drugi, no, da ne bom zdaj ponavadi mama skrbi za otroka, da otroka tako pomiri, da se ta samoregulacija nadaljuje naprej v življenju. Če se ob nepravilni negi, ker je tukaj zelo veliko kumulativne travme pri teh osebnostnih motnjah, če se te enote ne združijo, psiha ne bo nikoli celostna in se ne znajo sami regulirati. Nemogoče. In kasneje se nikoli ne bo sestavili. Mogoče je neko upanje tam v puberteti, da so možgani tako plastični, da se da še kaj narediti. Po 20. letu je pa, veste, tako kot kruha, prej testo vmeseš, pa gre pa v peč, pa samo še lomaš. In zato ni vzdravljivo in ko so te enote razdružene, je praznina v zadnji. In ta praznina nujno potrebuje zlorabo odnosov, alkohola, drog, mislim vse, kar polni to praznino. Ampak saj veste, to je tako kot črna luknja. Vedno zgine, Mogoče odgovor, zakaj tega več pri moških. Torej, narcistična osebnostna motnja za to, da se res izrazi, zahteva dobro energetsko opremljenost in pa družbo, ki podpira proaktivnost. In zdaj pri moških vemo, glejte, ženske in moški nismo enaki, smo drug drugemu komplementarni. In dejansko imajo moški več moči, čist fizične moči, in pa v bistvu družba podpira, da so proaktivni. In zato pravzaprav, to je eden od razlogov, recimo, ali pa eden od razlag, zakaj tega več vidimo pri moških. Ja, pa družba brez očetov je, veste, moška figura se ne ponotranji v psiho. Kompetentna moška figura, avtoriteta, ki je tista, ki ve, je večinoma v svetu odsotna in se ne ponotranji
v psiho, na kaj bi se lahko ta oseba potem oslonila naprej v življenju. A ne? In v bistvu, ker raziskave so pokazale, da deklice lažje pridejo razvojno čez, če je očetova figura odsotna, kakor dečki. A ne? Bistveno težje je za fante, toliko nujno potrebujejo moško figuro od 3. leta naprej, ko pride do psihičnega rojstva. A ne? In jaz sem brala eno nemško raziskavo, kjer so vzeli en velik vzorec menedžerjev, izjemno uspešnih menedžerjev, in raziskava je pokazala, da jih je 83% sinov samohranilk. A ne? To se pravi, odsotnost, potrjuje raziskava odsotnost moške figure, in še en visok procent je bil samomorilnost na zelo visokem nivoju, tudi izvršili so, a ne, pač samomor, ampak na junaški način. Z padali, z alpinizmom, z takimi zadevami, a ne, ki niti ne pomisliš, ja, ta se je šel ubiti, a ne. Tako da potrjujejo raziskave to, kar razvojno pokaže. Vprašati pač na to vaše, če bi mogoče samo en primer tak, recimo okolja, kjer se razvije ta huda oblika narcizma, recimo. Moj mož, recimo, je bil v eni zelo taki težki alkoholični družini, nasilni družini, brutalno nasilni, in je pač to, kar ste zdaj opisala, da jaz lahko mislim, jaz posebno, ne, in pač na tak način, recimo, da te osami, da ne moreš, in te manipulacije, ker si že blazen, da več ne veš, v sebi verjameš, pa se ti izmešava. Torej, kaj naredijo geni in kaj naredi vzgoja oziroma okolje? Zdaj tukaj nimamo enotnega odgovora. Mi recimo vemo, da je nek določen delež teh lastnosti podedovan, določen delež teh lastnosti pa mi pridobimo tekom vzgoje oziroma odraščanja v nekem določenem okolju. Zagotovo je recimo en del teh lastnosti lahko recimo ima nekje svoje izhodišče v izjemno težkih okoljih, kjer se je bilo treba zelo, zelo zgodaj postaviti na noge in igrati odraslo vlogo. Se pravi, da je bilo nekomu pravzaprav odvzeto otroštvo in brezskrbnost otroštva in je mogel zelo zgodaj si nadeti, a veste, ne, na sebe neko moč in preživeti. In to recimo lahko vidimo pri nekem določenem deležu ljudi z narcistično osebnostno motnjo. Pri drugem deležu pa vidimo, da so jih doma vzgajali za prestolonaslednike njihovega malega kraljestva oziroma vesolja, v katerega se je družina zaprla. In pa to ne pomeni, veste, da so bili zelo premožni ti ljudje. Lahko so bili zelo premožni v takem primeru in so po možnosti še celo zlorabljali okolje za svojo močjo in se je pač ta človek naučil na ta način funkcionirati in je prepričan, da je pač, mu je to vse položeno v zibelko in da to lahko vse počne. Možno je pa tudi, da takšna družina ni bila premožna, niti nemočna, vendar je bila pa hermetično zaprta v nek svoj lasten svet, kjer so veljala popolnoma drugačna pravila, kot veljajo drugje, in je ta otrok imel vedno prav, vedno je bil glavni, vedno je, skratka, tako rekoč, ko so starši prinesli denar domov, težko prislužen, so bile najprej njegove želje izpolnjene, šele potem so bili plačani računi, na primer. To so taki ekstremi, pravzaprav, ko se tudi človek ne nauči
da je treba pravzaprav nekoga drugega v življenju upoštevati in tudi zahtevati neke stvari za sebe, vendar pa ne na račun drugih. Ja, mi za svoje odraščanje potrebujemo zdrave frustracije. Ne? V permisivni vzgoji je to oduzeto in spet se ne razvijajo določene zadeve, ki lahko to. Tako da imamo travmo, ta pravo travmo, a ne, zanemarjanje, zloraba, nasilje in tako naprej. Lahko je pa pač ta druga permisivna vzgoja, kjer se vzgaja pač te otrok. Mislim, kjer se otrok danes bojijo, no, to jaz velikokrat vidim, ne. Da se bojijo otrok, ja, bojo jokali, pa kaj pa ne joka, ne, nekaj časa, se ni nič hudega, ne. Kaj ste hoteli vprašati? Takšna osebnost, ne bo prijela mož ali žena, se prej ujame v to igro narcisa. Kje je tista šibkost nekoga, ne, zdaj govorim malo o svoji zgodbi, ne, da se lahko tu ujameš prej. Vsak se lahko ujame. Vsak se lahko, ja. Vsak. Ne gre za šibkost tukaj, veste, gre za to, da oni iz te nezdruženih psihičnih enot, ne, a veste, iz nezavednega začutijo naše šibke točke in na te se oprejo in potem je, veste, to, kar bi nas zahakli ali pa nas vodili, kamor si želijo. Zelo dobro vem. To je, ja, tako, ne. To je zdaj, recimo, če gremo na sklop, kaj se dogaja v odnosih, a ne, je to, zelo nas fascinirajo, a ne, in, a veste, samo tako je, ne, tam, ko sonce zelo močno sije, so močne sence, ne. Zato je, no, nihče nas pa ni naučil, da pogledamo malo zadnje, a ne, tako je, to res vse tako perfektno, a ne. In nam res nagovorijo tisto, kar mi potrebujemo, a ne, in preden mi ugotovimo, kam smo se zapletali. Je ladja že odpeljala z pristanišča Imamo in smo že v otroke. razburkanem morju. Imamo že otroke, no. Ja, tako. a ne, ja. Ja. Ste me nagovorili pa pomirili, zato ker jaz sem žrtev hude narcistične zlorabe in v bistvu se dogaja, tako kot bilo enkrat rečeno, zloraba po zlorabi in me drugi ljudje obtožujejo, da sem si sama kriva, da sem si izbrala tega, ko si ga sploh nisem, ker zdaj vem, da je v bistvu pas nastavil in eno leto spremljal in analiziral in točno vedel, kaj mora narediti. Da to v bistvu je meni zelo težko te, v bistvu, ko ljudje pravijo, da sem v vlogi žrtve, sploh kakšni coachi in to, a ne, sem zdaj zelo hvaležna, da je tukaj nastal termin žrtve narcistične zlorabe, da čeprav tisto ne bo hotel slišati, to sem bo slišal. Tako da meni se to zelo, mislim, da je že 6-7 let od tega, da sem pač zvedla, da kaj v bistvu kakor vzorci sem, ne, ker bil zelo prikrit narcis in vse za vrtkom delom. Tako da s tem imam težave z drugimi ljudmi, ko me obsojajo, sprašujejo. Ja, skozi, jaz imam zdaj pač posledice in ne morem razložiti, da so zdaj to posledice in ko niti me vprašajo in jaz rečem, pač ne vem, taka je situacija. Ja, skozi si v vlogi žrtve, ne. To imam potem pa druga zadeva, zdaj pa zelo hitro opazim narcise, ker sem na 1000 filmov pregledala in zelo hitro začnem pač opazim in se pač umaknem, postavljam meje, ampak dejansko, kot je ena rekla, ne, v bistvu bolj, ko ti postavljaš meje, bolj so oni kruti pa sadistični. Zdaj sem naletela celo na primer, ko sem pijačo nekaj usipali, a ne, tako da mislim, da je pogležal tam prav kriminal, ne. Ja, To se ne dogaja. okej, da ne bomo Srečujeva predolgi. to, ja. Ja, da ne bomo predolgi. Skratka, ja, vloga žrtve. Vloga žrtve je zelo privlačna. Namreč v vlogi žrtve človek ne rabi prevzeti odgovornosti za svojo preteklost, za svoje zmote in za svoje ravnanje zdajle in niti za prihodnost. In zelo moramo biti previdni, kadar mi nekomu rečemo, poslušaj, ti si pa zdajle v vlogi žrtve. Namreč, ja,
mi vemo, nekateri so v vlogi žrtve leta in leta in iz nje ne pridejo ven. Ja, je tako. Bodimo pošteni, vendar pa bodimo previdni s tem izrazom. Namreč človek potrebuje nekaj časa, da sploh dojame, kaj se mu je zgodilo. Potem rabi nekaj časa, da odžaluje vse, v kar je investiral in kar je izgubil. V resnici tega nikoli ni imel, ampak mislil je, da ima. In potem potrebuje zelo veliko časa, da ponovno vzpostavi zaupanje do ljudi. In boste rekli, kdaj pa je okreval? Okreval je takrat, ko se zahvali za izkušnjo, vesolju ali komorkoli, naravi, Bogu. Skratka, namreč takrat je šel čez proces. Namreč ni ga boljšega učitelja od ljudi z osebnostnimi motnjami. Medvedke terapevtke niso toliko učinkovite v iskanju šibkih strani, kot so ti ljudje. Se pravi, če bomo mi vzeli lekcijo, potem ne boste nobenih terapij rabili plačevati, nobenih psihiatrov noter rabili, ker se boste enostavno naučili. Ali ne, če recimo zdaj parafraziram, če recimo osebo moti, ker jo ljudje obtožujejo, da je sama kriva, da je padla v to zgodbo, pomeni, da mora razčistiti, zakaj jo to boli. Namreč neumnih ljudi na tem svetu je zelo veliko, pa imajo ravno tako pravico živeti, veste, pa govoriti svoje bedarije. Ampak zakaj mene to zaboli, to je pa moje vprašanje. Ja. Se pravi, moram jaz nekaj še razčistiti, zakaj mene to zaboli. Zakaj narcisti to super nagovarjajo? Ker smo mi vzgojeni v družbi, da narobe čutimo. A veste, to je tako, ne, jutri me je strah testa, to te pa res nima biti strah, ne vem. Ali pa, a veš kaj, malo sem tam zavisna, to pa ne moreš, to pa ni v redu čutiti. A veste, in skozi razvoj dobimo milijon sporočil, da narobe čutimo. Nihče ne validira teh občutkov. In ko stopimo v odnos s narcisom, on točno to nagovori. Ne, ti narobe čutiš, ne. A veste, to je tako, ja, klima ne dela, tako, pa se ni tako vroče, ne, a ja, narobe čutim spet, ne, razumete, to je, ampak ker se to tako mikro zadeve, ne, na koncu mi dvomimo vase, a jaz prav čutim, ne, in tako naprej. In zdaj, če imamo enega starša, da je osebnostno moten, a veste, je to pravilo, da imamo občutek, da narobe čutimo. In zato smo potem občutljivi na to, ker nam okolica sporoča in pritiska točno na ta gumb, ki so nam v otroštvu govorili. Razumete? To je, ne? Ja, povejte, gospod. To bo če tam narcistična osebnost, ne? Prevzamejo vzgoja otrok, mojih otrok, kakorkoli. Partnerka, pač, ki je ta narcist zasvojila, kakorkoli je stala v svojo strani, in ta pač prevzamejo vzgoja otrok. Pa zdaj za otroke, da to gledamo otroke, pač kadojka, pač šestna, ne, od najstniška to je dometna otroka, ne, tako tu vse kako preprečna, pa otroka tu ne dobije, da pač. A sem vas prav razumela, kako preprečiti, da bi partnerka lahko zaščitila otroka, to? Tako ja, kako je otroka preprečila, ne bi. Ne, to je grozno težko. Prvič zato, ker se v tistem momentu mora najprej sebe rešiti, to, potem pa sistem ne validira tega, veste, in je en kup enih zlorab. Tako da to je grozno težko. Ja, otroci so žrtve, ja, vmes, ja. Vi morate vedeti, da naš sistem funkcionira tako, da so kriteriji za še zadovoljivo starševstvo izjemno nizki. In če bi mi dvignili te kriterije, potem bi verjetno 10% ljudi otroke, sam kam jih bomo pa pol dali. Skratka, mi očitno kot družba sprejmemo nek tak neravno prijazen konsens, da je sprejemljivo marsikaj, kar v resnici ni ravno najbolj varno. Ampak to je konsens. Mi pač ne posegamo v družine, če ni tega in enostavno mi vzamemo v račun, da bo toliko pa toliko
% populacije zaradi slabega otroštva kasneje imele težave. In mi imamo študije, recimo critical events in childhood, se pravi kritični dogodki v otroštvu, če jih je več kot 4 od 10 naštetih, je možnost, da bo človek imel težave pri šolanju, da bo imel kronične nenalezljive zdravstvene težave, da bo imel zlorabo in odvisnost od psihoaktivnih snovi, da bo imel organi pregona z njim težave. Skratka, mi imamo to vse izračunano, vendar kot družba zelo previdno, veste, vstopamo v zgodbo, pa se seveda nasilje v družini zdaj preprečuje. To je tudi iz tega naslova. Ampak ni samo nasilje v družini tisto, ki je problem. Seveda še druge stvari so problem, vendar pa to je pač konsens naše družbe. Tako je. To ne pomeni, da se jaz s tem strinjam, ampak pač vidim, da je pač to konsens družbe in da imamo pač toliko pa toliko posledic. Zdaj, če se mi vrnemo v to, kar imamo medve še zapovedati, ker je še 12 minut do konca, zdaj probajte si predstavljati, kaj v odnosih s takim človekom pravzaprav igra največjo vlogo. Skratka, tak človek zahteva absolutno odobravanje, občudovanje in ne prenese nobenega nasprotovanja. To je ena stvar. Kadar se mu pa v življenju kaj hudega zgodi, ali pa če se mu tak partner postavi po robu, bo pa v njega zmetal vse, kar je v njemu slabega. Ali kot sva midve enkrat v enem intervjuju pravzaprav očitno navdušile novinarko, ki je dala intervjuju naslov, da narcis potrebuje drugega, da kot goba upija njegov negativni jaz, se pravi njegovo temo. Se pravi, nekdo drug mora nositi težo. Zdaj pa, če si vi predstavljate sami pri sebi, zagotovo ima vsak od vas kakšno drobceno lastnost, na katero ni najbolj ponosen. Sigurno jo imamo. Če drugega ne imamo, pa umaro doma z cunjami razmetano. A veste, pa bi bilo mogoče boljše, da bi bila pospravljena, ampak ni, a veste. Recimo, lahko to pokaževa v praksi. Recimo, Mojca takole napiše članek, da jaz nisem sposobna. In jaz rečem tako, ti si ena nesposobna koza. Moja frustracija, ker ne napišem članka tako, kot ona, je, da ji rečem projekcija, ti si ena nesposobna koza. Če se pa ona počuti nesposobno kozo, sem pa jaz dala na njo svojo frustracijo, ker nisem sposobna tako napisati članka kot ona, takole, a ne? In me je prelila zavist. In ker moja psiha, recimo, če ne bi bila sestavljena, ne se drugače je, ker sva že dolgo prijatelja, predam na njo in ona mene razbremeni. Razumete? To je glavna zadeva, ki se dogaja v odnosih. A ne? Vsak ima pluse pa minuse, pa vsak je nekje boljši. A ne? In jaz se lahko odzovem, pa rečem, spet ima napad ljubosumja, počakamo, da mine, gledam na uro, lahko rečem pa, kaj se ti je pa danes zgodilo, da si toliko slabe vole, pa iva na kavo, da se boš malo pomirila. Ja? In pa se zbruham na njo. Ne? In potem se zbruha še dodatno name. To je glaven mehanizem, temu rečemo projektivna identifikacija v strokovnem jeziku. Ne? Tako da na to moramo biti, zelo pozorni, kako se počutimo. Če se mi ob nekomu počutimo slabo, lahko nam ne vem kaj obljublja, ampak če je nekaj ni v redu, je treba bežati. Bežmo. Skratka, za tazga človeka smo zmeri kontejner. In bolj, ko se trudimo, se pravi, bolj, ko bi jaz pisala članke, pa še njo zraven dala, veste, kot so avtorja, da bi se bolj počutila, bolj, ko bi jaz blestela, bolj, ko bi se jaz trudila, kaj bi bilo z njo, recimo? Ja, vedno slabše. Ona bi bila vedno slabše, razumete? In najod odnos vedno bolj sesut. Ker bi mi vedno bolj nagovarjala zavist, ne? Ja, razumete, da se ne splača truditi. Ne, ker delate škodo sebi in temu človeku. Ker odvzemate njegove frustracije. Zato so te meje toliko pomembne. Tako da, če pogledamo zdaj te
strategije preživetja z takimi osebami, ker sigurno jo nekje srečate, ker to je nemogoče danes, da ne bi srečali take osebe. Midve se fajtava pri temu zakonu z morjem ljudi, ki nimajo nobene empatije, ne, ampak pač tako je. V glavnem, bistveno je to, da ne vzamemo nase. Strahu. To je nujno, Ja. da mi vemo, kaj je od nekoga drugega in kaj je naše. Ker oni bojo najdel razpoko, da nam bojo dali svoje vsebine noter. In če se mi v tistem momentu slabo počutimo, smo nekaj prevzeli. In to je treba trenirati, da lahko postavimo mejo. In zelo deluje vprašanje. Recimo, ti si nesposobna koza, ti meni rečeš, mekeke, kako to misliš? Kako to misliš? Kako to misliš? S tem se vrne, a ne, Ja. nazaj. Tako, recimo, to je ena klasična manipulacija. Jo, vsi recimo, jaz sem imela lansko leto 3 težke operacije, ne, pa tako, vsi pravijo, da si čist drugačna po teh operacijah. Vsi pravijo, a veste, ne? To se pravi, še potrditev je od nekje, Ja. da sem jaz drugačna, ampak to na slab način. Ne? Ja, valjda, nisem več tako pridna, se nisem trapasta. Ne? In to je, kako to misliš. S tem Kako to misliš? narediš prostor in si vzameš čas, da lahko zadihaš in argumentiraš stvari, ker če ne nas povozijo. To je Ja. bistvena zadeva. Ne? Se pravi, v bistvu si probamo kupiti čas, ker s tem, ko si kupimo čas, si kupimo prostor. Ja? Prostor, da nismo goba, a veste, to je, Ja. ne? Da Ne se moramo damo- biti goba. Ja. Še za sebe smo težko. A razumete, še svoje ne preveč lepe lastnosti težko nosimo, pa bi se jih blazno radi znebili. In ne moramo nositi še od 10 ljudi njihovih ekstremnih frustracij, ker ti njihove frustracije so hujše od naših. Res so hujše. Zato, ker niso prilagojeni. No, zdaj pa 5 minut imamo. strategija preživetja naprej. Smo rekli, ne jemljemo na sebe. Ne jemljemo na sebe slabe volje, strahu. Namreč velikokrat ljudje jemljajo, a veste, pol nase, ja, če mu bom pa to naredil, pa če bom to rekel, potem se bo pa šel, pa se bo ubil, pa bo ne vem kaj naredil. Skratka, prevzemamo odgovornost za počutje tega človeka na sebe. In tega ne smemo. To je njegova odgovornost. Lahko se z njim pogovarjamo, lahko ga poslušamo, ampak odgovornost je njegova, ne naša. Potem, in to je tisto znano postavljanje mej. Veste, postavljanje mej, namreč komu postavimo mejo? Komu? Sebi, točno tako. Zdaj se pa ne bom več smilil sam sebi. Zdaj pa imam dost, da mi ljudje v bistvu, ki jim jaz razlagam svojo žalostno zgodbo, pametujejo, ne bom več tega razlagal, če bom hotel komu kaj povedati, bom vzel dnevnik, pa bom pisal noter. A razumete? Boljše razlagati papirju. Papir res vse prenese, pa nič nam ne naredi slabega nazaj. Ljudje pa ni nujno, da. Potem recimo, zelo pomembno je, da svojim iluzijam, kako bi lahko bilo, če bi bilo drugače, a ne, priredimo en slovesen pogreb. Ne bo drugače, ne? Ne bo. Ja. Ja. Če greste še k takemu strokovnjaku, ki naj bi popravil vašo družino Adamsovih, a veste, ne bojo popravil, nemogoče. Določenih stvari se ne da narediti. Pri določenih stvarih je treba samo pač spakirati kovček, pa gremo. No, ali pa opustiti pričakovanja v smislu, da bo ta moj zakon ali pa ta moja družina drugačna. A veste, jaz nikogar ne nagovarjam, da se mora zdaj odseliti pa ločati. Ravno nasprotno. Jaz rečem, a veste, tako, ne, sprejmite jih take, ko so, pa ostanite, pa pač se ne več sekirati, da pač niso taki, ki si želite, da bi bili, ali pa pejte, pa se nehite pritoževati. Skratka, ne, pač, ne, jaz ne nagovarjam, da zdaj pa treba vse sesuti. Ravno nasprotno, opustite iluzije, prosim,
ker ne bo drugače. In pa opustite iluzijo, da nas bo nekdo rešil. Ne bo. Žal ne. Ja. Ne, To je, sami ne se bo. moramo. Ne? To je huda iluzija. Rešimo se lahko sami. Seveda so pri tem lahko v pomoč dobri odnosi, prijazni ljudje, ki nas imajo radi, terapevti, razni zaupniki, so nam lahko v pomoč. Ampak oni so samo opora. Mi smo tisti, ki moramo to žalostno pot prehoditi. Vam pa povem, da se splača in da nikoli ni prepozen. Lažje funkcioniramo, ne, potem. Ja. Bistveno lažje. Tako da, Jezus je ja. bil tam obecemaril sam, vsi so ga izdali. Ja, tako je. Na koncu, kaj sam tole premagati. Ja, Sam je mogel premagati. sam je mogel premagati. Ja. Točno to, ja. Sam je mogel. Ni mogoče, a veste, ne, ni, ker je po definiciji, a veste, same motnje in tudi po poteku vidiš, da bolj, ko mu boš delal potuho, bolj mu boš škodil. Škoditi pa ne smemo. Ne sebi, ne drugim, ne smemo tega delati. To je slabo. Ja, če smem samo, mogoče samo malo tako en del tega, recimo, jaz se spomnim, za mene je bilo to, ta ločitev, ne, ker pač sem imela to veliko travmo v življenju in za mene je bilo to polom vsega, tema, brezno. Takrat v bistvu sem rekla, takrat te vsi zapustijo, družina, sorodniki, nihče, prijatelji, celo tak stav, vse ti si se sama odločila za to, vedela si, kakšen on je, moraš se sama z tega. In tudi en moj terapevt je rekel, a veš, tukaj v tem si zdaj sama, imaš podporo, oskrbi se, opremi se z ljudmi, s terapeuti, ampak to moraš pa tam same zjokati, obžalovati in res je to. Hvala. A veste kaj, ena zelo pomembna zadeva je, ki deluje. To pač nikjer ne boste slišali, prebrali, zato ker to ni dokazljivo, ampak jaz sem psihoanalitik, vem, kako deluje nezavedno. Sam ena pomembna stvar je, ne sme nas biti strah. Mi moramo preseči strah. Takrat nas začnejo drugi slišati, nehajo nas obsojati, na sodišču dobijo v sebi v prid otrok in tako naprej. Čeprav ta pot, veste, iz tazga odnosa iti brez strahu je nemogoče. Ampak proces sam prinese krasno olajšanje in takrat lahko poskrbimo za sebe in za otroke, ker otroci v takih odnosih strašno trpijo. Ne? Ja. Sam na to navežem, ker sedimo tukaj ljudje, ki smo, veste, delali korake naprej in nazaj. Poznamo, ne, koliko smo preigravali. Strah najbrž vsi poznamo. Jaz ga poznam brezmejnega, za nazaj se ga spomnim, ga čutim, da imam še v koži. Spomnim se, zato potrjuje ta dogodek, to, kar ste zdaj rekla, ne vem, odkje pride ta moč, ne, ko rečeš, zdaj pa ne bom več. Ne. Ko sem svojemu možu rekla, sam do kam lahko stopi, kakšen obrat je bil. Ja. Tam se je začel, se je najbrž je ta moč, da je nastajala že Proces. ne, je bil že proces. Ampak ta stavek ti ne dovolja, tam samo do tam ne boš lahko šel. A veste, Je to prestopal meja, ne, že po ločitvi. Takrat vem, potrebuje to, kar ste zdaj rekli. ta točka je takrat, ko pogledamo zaveso čarovnika iz Oza. Veste, ko se vidi vzad tista beda, praznina, sram, kaj oni doživljajo, a ne, Sesulo se je. takrat se sesuje in takrat strah zgubi moč in takrat se pa obrnejo stvari. Ne. Tako, to je vidimo v praksi in to je potem znanstveno se to ne da dokazati. Evo, gospa. Bi sem to vprašala, če je mejna osebnostna motnja ozdravljiva. Mejna osebnostna motnja načelno je ozdravljiva, če jo dobimo dosti zgodaj, preden pripelje do določenih pač nepopravljivih posledic zaradi življenjskega sloga. Zato sem jaz proti temu, da se diagnoza mejne osebnostne motnje prezgodaj postavlja, ker je, a veste, možgani zorijo nekje do 28. leta. In pri mejni osebnostni motnji so stvari majčkeno drugačne, a veste. Pozabite. Do 20. leta. A Nekje do veste, 20. pa Ne. Pa ne. Če se obnaša, a veste, k 12-letnik pri 40 letih, pozabite. Ne bo nikoli boljše. Še zadnje je bilo neko vprašanje, a je bilo? Ne.
Ni bilo? Ok, izvolite. Vprašala, jaz sem bolj na sveže še, ampak je pač otroci so stari 9 pa 8 punci, ne, in zdaj, dokler se na sodišču ne določi, možnost traja pri tem, da bi bile punce teden pri meni, teden pri njemu, in od tega pač ne odstopa, ne. In seveda komuniciramo samo prek maila, ker druga jaz ne odobravam, ne, in tako da jaz pišem samo tisto, kar je potrebno, ampak ne vem, kaj narediti, bojim se pa tega, ne da pač mu ne bi upala to povedati, ampak to, da bo on otroke, ker otroci so zdaj ta manipulacijski predmet, ki on z njimi pač, zakaj imaš biti kar meni, ne, ker on pač to vse obrne, ne, kontra, ne, in ne vem kak, ali pač iti do konca pa se s tem boriti z njim, ali počakati, da se pač na sodišču razreši to, kar jaz želim. Torej, sistem ni narejen, da bi se za otroke lahko zelo dobro poskrbeli. Sistem deluje v tem smislu, da zahteva, da so otroci nahranjeni, poslani v šolo, oblečeni, obuti in to je to. In tukaj sistem potem dvigne roke. In težko pravzaprav jih boste otroke zaščitila, poskrbela zanje, tudi težko boste recimo upravičila, da prisluhnete otrokom, ki nočejo tja iti ali pa kaj takega. A veste, marsikaj se dogaja. Res pa je, da v taki situaciji je, veste, včasih treba stvari spustiti, ker če se vi nehate boriti za otroke proti taki osebi, potem otroci ne bodo več zanimivi. Se pravi, ne, otroka pripeljete na stik z vročino, smrkavga, jokajočga, ja, pač sodišče je določilo, da ob 2 menjava starševstva. In ko to vi naredite, a veste, in mu da ga daste v roke, ga vam bo dal nazaj. Vi boste pa sam še podpis hotela, da vam ga res dal nazaj. In to je to. A veste, kaj deluje? Jaz sem imela take primere, ne? In v bistvu to, da se otroke sliši, a ne? In da se predstavlja, da pravzaprav rabijo nekoga, na katerega se lahko zanesejo. Ja, tako. To je zelo pomembno, veste. Ampak če vi to naredite, pa da vas sistem ne sliši, je treba spustiti. Ker otroke hoče zato, da vam škoduje. Ne zato, ker toliko otroke pogreša. Ker, a veste, ker pa dobijo, pa ne skrbijo za njih. A ne? Zdajle imam glih en primer točno tak, a ne? Deklica se reže. A veste, ker ni nikoli hrane bilo pri njemu, ni se ukvarjal z njimi in tako naprej. Ne? Tako da, take so posledice. A ne? Zato je bolj prej spustiti, a ne? In mu ne bo več zanimivo. Ker zgubi objekt maščevanja. Raj se usmerite na premoženje. Ja. Ker če boste tam zapeli, potem bojo otroke spustili. Ja, pa bojo otroke spustili. Ja. Na otroke pa štartajo zato, ker vejo, a veste, Da so vam pomembni. da so vam pomembni. A ne? Saj, če ni otrok, je pa pes, a razumete? Smo tudi že imeli take primere. Smo imeli problem skrbništva nad psom. Ja. Deljenega skrbništva. Ja. Ja. Zdaj smo pa 5-6. A je v redu? Lahko? Okay. Če je še kakšno vprašanje, a ne? Da ne bomo kar... Ja, to je, ja. Točno to. Ja, pač igrati je treba igro. Se zato pa, a veste, je treba vedeti, kako oni delujejo, ker pol je igra lahka.
Če pa mi ne vemo, pa nam nagovarjajo strah, a veste, pa se pa to spremeni v pekel, ne. Jaz sem malo Ja. želel videti, kako se ti odzivaš, ne? To, ja, seveda. Veste, Ja. no, zdaj Ja. jaz tam vaju tudi sprašujem, ne? Ja. Če ti poznaš svoje občutke, svojo notranjost, potem se boš znal odzvati. Če pa je ne, si Ja. pa v mlinu. Pa, To pa, se mi zdi ja, tisto, kar je pa si pa v najtežje. meni, tako. Ja. Žal. In tak primer smo imeli, ne vem, 5 let nazaj, ne, gospa rekla, pa je v redu, pa vzem tisto, ker je dokazoval, pač, da je, ne vem, hudo motena, ne ona. Ne, tako. In je rekla, v redu, pa me je ti skrbništvo, pa mi jaz tebi alimente plačevala. Je rekel, ja ne, to pa ne. Pa sodnica prav, kako, dokazujete, da je gospa motena, otrok pa nočete. Ali kaj, a razumete, sam se je razkrinkal na sodišču na obravnavi, ne. To je, ne, eno roko sem videla. Povejte, gospa. Moja sodelavka točno imela tako čuden primer, je pa na sodišču rekla, da razume, da ima mož tudi otroka rad in to, in kaj ima pa rekla so, da ima pomanjkanje materinskega nagona in so dali otroka s možom. Ja. Ne, in so sigurno. Ja, žal se tu take stvari dogajajo, ja. Res je to, ja. Pa si kasneje videl, da je še 2 imela, a ne, Mm. da dobro skrbi za njo, a ne, ampak tam je Ja. pa res vesela. A veste kaj, jaz sem pač poslušala tukaj v naši skupnosti par takih primerov, mlajše generacije so, ne, ki so pač, ki je sodnica bila naklonjena recimo temu nasilnežu ali pa narcisu in isto nikakor nista mogla doseči takih, pač, ko smo se zdaj pogovarjali. Kar je bilo. In tudi mislim, to pomeni, da tudi v tej naši družbi, v tisti ljudje, ki odločajo, so tudi pač narcisoidni, ali pa če ne morem drugega reči, se upravičujem, če sem napačen izraz uporabila, ne, torej tudi ona, ta sodnica, ki odloča, enostavno ne more biti tako, ne vem, jaz bi odvzela to možnost, ne moreš biti naklonjena temu. Ne, to pomeni zgrešen sistem, kot ste prej rekla, ne gre se pač, da se gre res v korist otroka, njegovega čustvenega zdravja, ne, in mentalnega, ne samo da ni lačen, pa da ni bos, pa da ima streho nad glavo. Mislim, tukaj, to me vedno vznemirja, ne, kaj mi kot družba ali pa nek kritični glas lahko naredimo, ne, v takih primerih. Pomanjkanje znanja je, veste. Ja. Pomanjkanje Ja. znanja. Oni so pač pravniki, a ne, in bi mogli biti dodatno izobraženi, ne. In žal jim ne nudijo tega, a ne. In te sodnice, veste, so tudi tako sekundarno traumatizirane, a ne. To pomeni ta, zdaj, Ja. ko slišim v javnosti, ko se zdaj zelo govori o tej psihoterapiji, ki bi se naj uzakonila ali pa saj delno, a ne, da bi bilo to nekaj zelo dobrodošlega, torej, da bi se pač in sodniki in socialno delo in ne vem, berem, to spremljam, velikokrat to slišim, a ne. A je to mogoče tisto nekaj tazga, kar lahko nas spodbudi, a ne, ali je to spet tam pač nek interesi osebni. To je kamenček, a veste, to je Ja. spet kamenček v mozaiku. Mozaik je pa velik in jaz vedno, a veste, skušam nagovarjati posameznika, naj bo do sebe in do neposrednega in pa tudi posrednega okolja čim bolj odgovoren. Kar pomeni, da je včasih treba tudi kakšne zelo boleče in zelo neprijetne odločitve sprejeti in jih speljati. In da si natočimo čistega vina, kadar se znajdemo v situaciji, da ponavljamo napake. Skratka, jaz res nagovarjam posameznika. Veste, v tej maksimalno individualizirani družbi, glejte, kdo nas bo reševal? Ja, nas sami sebe moramo reševati. Sami sebi moramo biti opora, sami do sebe moramo biti pravzaprav odgovorni in poskrbeti za sebe. Seveda, to ne pomeni, da zdaj ne smemo skrbeti drug za drugega, seveda lahko, ampak to ni nadomestilo za skrb, za lastno skrb. In če bomo enkrat imeli bolj dostopno psihoterapijo, vas bo točno k temu nagovarjala, k
k odraslemu vedenju, k odraslemu odločanju, k prevzemanju odgovornosti Za sebe, ja. za sebe. Kar ni egoizem, a ne? Tako, ker Ja. nas radi so nas učili vzgojno, ne? Ja, vzgojno, ja. Ampak narobe, ne. A veste, in recimo pri eni taki osebnostni rasti, a ne, dejansko ugotoviš, da so te v dobri veri tvoji vzgojitelji, učitelji, prijatelji, ne vem kdo še vse, pravzaprav zavedali. In da je potrebno določene stvari postaviti na popolnoma drugačne temelje. Se tudi v cerkvi, ne, se pravi, ljubiti sebe, ne, najprej. Ja. Veste, tako je tudi ni nič skregano z evangelijem. Ja. Ne, sej, to niso nove stvari, veste. Ja. Samo razumeti jih je pa fejst težko. A lahko potem gledamo na eno tako življenje, ko ste že tam v začetku govorili o tej varni navezanosti, regulaciji, ne? Potem tudi z tega duhovnega vidika, ne, da smo pač v ta svet vrženi, nekako nas je vesolje vrglo in nam dalo našo neko pot in pač s temi pač vsemi orodji, ki ste jih vi naštela, mi lahko imamo možnost te izbire, da se odločimo, če smo vsaj v nekem takem okolju, kjer slišimo, smo informirani, imamo to znanje, ne, danes imamo to znanje, ne, danes v 21. stoletju je se res to razmahnilo, psihoterapija, mentalno zdravje, to se skozi govori, milijon enih videov vidim tam na socialnih omrežjih, kje lahko, kaj lahko, ne. Če lahko potem jaz kot ena oseba, ki je pač idealna na tej zemlji, a ne, ta možnost, a ne, se zanesem na to res nase, pa na ta orožje rečem, pač to želim sprejeti, moram sprejeti, če hočem obstati v tem svetu, a ne, tako bi jaz razmišljala, ne, ker če gledam svoje življenje, ne, ker sem pač tudi to že izpostavila se, ampak sem bila recimo zavržena, nezakonski otrok, v sirotišnici 5 družin zamenjala, ampak ne vem, kje je bila ta moč, da jaz želim pač biti boljši človek in da se želim rešiti iz tega ven, ne. Sem rekla, a lahko verjamem, da je nujno tam dober, jaz bi tudi rada tako živela varno, pa užitno, ne da sem skozi pretepena, zaprta, ne vem. Takole bi, eno tako sklepno misel bi vam probala dati. Torej, če si skušamo odgovoriti, kaj je ljubezen, je eden od takih meni ljubših razlag je tale. Se pravi, če imam jaz nekoga rada, se pravi, če čutim ljubezen do nekoga, pomeni, da se jaz potrudim biti boljši človek. Ja? Se pravi, če pa nek odnos in neka ljubezen od mene zahteva, da se jaz ponižujem, da se jaz slabo počutim, pa to ni to. Jaz ne postajam boljši človek, jaz postajam šibkejši človek, slabši človek. Ja? Ja, v teh odnosih je kontrola pa posesivnost zamenjana za ljubezen, veste. Ja. To velikokrat zamenjajo, ne. Ampak, kar se tiče, glejte, tega seveda, kot odrasli imamo izbiro, da spremenimo zadeve, ne. Otrok nima te izbire. No? Kot otroci pa tega Kot otrok sicer lahko izbiraš. In eni otroci znajo izjemno dobro izbirati. Pri enih otrocih se moraš pa ti potruditi, da jim malo pomagaš dobre izbire delati. Ampak kot odrasli smo pa svobodni, ker zato je fajn biti odrasel, zato ker lahko sam izbiraš. Je pa v poplavi informacij, prosim, ja, ne nasedati hitrim rešitvam. Nobena takšna, a veste, velika osebna sprememba ni takole, a veste. Ker če bi medve znale takole, potem bi se z Lambotom pripeljale, ali pa bi naj jo pripeljali, a veste, ne gre, ni tega, ni hitrih rešitev. Ja? Procesi so pa vedno boleči, vedno neprijetni, vedno dolgotrajni.
Ampak tisto, kar nam pa prinesejo, je pa mir. In to je prava Pa smer. trajajo do konca življenja. Pa trajajo, to pa res traja. Jaz sem že 20 let v psihoanalizi, a veste. Pa ne vem, če je ne vem, koliko boljš. Ja, prav, hvala.